The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Pol kakšne te grozljivke variante, no. Grozljivka? Ja, nekaj te vampiri, pa vse te, ki so od znanstvene fantastike do vsega, vse to. To pomeni pol ni glih. Jaz pa glih znanstvene fantastike ne maram kaj preveč. Ja, jaz sem pa čist. Jaz sem tudi recimo full fan Star Warsov. Ja. No, si pač vsak se zelo pa filme delajo različne, če ne bi vsi sam gledali pa... Točen tako. Evo, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek, jaz pa Petra jaz sem je danes potegnil s trenažerja. Malo je skrajšala trening, zato da posnameva še ta zadnji video. Danes bo tak zelo zabaven, nič posebenega. Pokomentirala bova mogoče par dogodkov, ki so nam v kolesarstvu najbolj ostalo v spominu. Pa to, kar je tudi zelo zanimivo, če je kakšen tak produkt, kakšen izdelek prišel ven, ki so nam bili ful všeč, ki nam sploh niso bili všeč. Tako da to je to, zelo na hiter. Najprej bi se pa jaz rad vsem zahvalil, hvala vsem, ki spremljate, ki gledate. Še zmeraj vas sicer dosti ni naročenih na kanal, tako da tisti, ki gledate, pa še niste, prosim, naročite se. Danes sem videl na TikToku tak zelo zanimiv video, da če nas spremljate, vas nič ne košta, če stisnete repost, reshare gumb ali pa like, je zastonj. Nam pa ful pomaga, tako da evo, hvala vsem, ki spremljate še enkrat, se vidimo v naslednjem letu, v naslednji sezoni, mi smo pa trudili, da damo vam čim boljši content. Evo, zdaj pa še Petri dal besedo. Ja, v bistvu sem danes res malo tako potegnil na hiter, pa sem pol malo razmišljala vse to vmes, kar si mi dal za razmišljati in v bistvu jaz sem najprej ful vesela, da je ta let nekako za nami na tak način, ker je minil. Meni je bil ful lep let, tak produktiven, veliko se je dogajalo in tukaj pri nas in midva sva veliko stvari skupaj počela in veliko smo prekolesarili, kilometrov imam daleč največ letos narejenih na kolesu, še enkoli daleč. Mersat ima največ kilometrov v svoji karieri. Prosim. Človek, kolesar, 45 let in ima to sezono največ kilometrov narejenih. Ja, je kar skoraj blizu 10,000. Okay. Tako da to, ki jih še v sezoni ni naredil. In to je rekel, da sem spet jaz vse kriva. Sam tukaj te malo pohvalil. No, ja, sej ni nič slabega, ne, ampak ja. Tako da v glavnem jaz upam, da bo naslednji let vsaj tako dober, ki je bil letos ali pa še boljši, pa da bomo imeli tukaj čim več kolesarjev. Tako da, tako kot sem že jaz danes napisala v enem komentarju, ki me je mogoče malo zbodel, ampak jaz sem pač taka, da hitro odreagiram, kjer je bil pač komentar, da se posluša tukaj samo eno kelnarco iz lokala in v bistvu jaz sem tako, kot sem zdaj hotela reči, meni je pač toliko dobro to, kar se je meni zgodilo v tem letu s to preobrazbo, nekako same sebe, pa ne samo v fizičnem smislu, ampak tudi tako v glavi in z načinom življenja, da mi je zelo všeč to nekako tudi naprej dajati, pa o temu se pogovarjati in da nisem to samo iza šanka, pa da ne težim folku, ki ga to mogoče ne zanima. Mi je zato toliko fajn, da to lahko tep govorim, ki me poslušaš in da še kdo drug to posluša in če kdo noče poslušati, mu pa pač ni treba. Točno tako, če komu kaj ni všeč. Taka sva, rada komentirava, predvsem so tukaj najine izkušnje in kar se tiče od Petre, se mi zdi, da se več kolesarjev bo poistovetilo z njeno izkušnjo, kakor pa z enim tekmovalcem. Tako da, ja, pač meni je super, ker večino rekreativcev ima najine težave, ne pa težave od profija, čeprav vemo vsi, da bi se najrajš tako vozili in delali tako, kot profiji delajo, ampak pač ja, to ne gre. Sem jo danes glih prišla tudi gospod pa gospa, ki isto gledata najine podcaste.
In ja, je gospod rekel, da glih v bistvu zaradi tega, da je tudi prišel mem, da spremlja, tako da evo, sem zelo vesel vsakega, ki pride mem, z veseljem smo spili pol tudi kavo, tako da to je to, nič, kva greva začeti, danes so rekla, da bo zelo na hiter. No, daj ti povej najprej dogodke, da vidim, kaj imaš ti v mislih, kaj si ti najbolj zapomnil. Jaz ta prvi, ki mi je vstal v glavi, je Strade Bianche. Se pravi, to je eden, pa ki sem začel bolj razmišljati, ne, je pa pač svetovno prvenstvo od Pogačarja, to mislim, da je ki je pač tak brutalen, pač kaj neki, kar si noben ni mogel niti predstavljati, pa je ne moratal. Sam pa sem imel pa še dva dogodka, eden je Remko, se pravi in kronometer in tekmo, ki je zmagal, pa od Rogle Klanc, ki je prvič po ne vem koliko času na Velti, ki se je zdel Roglič izpred parih let, da je šel svoj tempo in da je vse že od spodaj, ki so nagonili, pač ki so začeli vintati, da je pokazal da je pač cel Klanc odpeljal v nekem svojemu ritmu. Tako da evo, to so bili, pa sem razmišljal tako Van Aert, ok, njega skoraj nič ni bilo, Van der Poel, pismo, veš, da Pariz-Roubaix se niti nisem prav spomnil, kaj se dogajalo. Tako da ja, teh sem se pa ja, definitivno si Slovenci letos lahko najbolj zapomnimo Pogačarja, ne? In pa mogoče glih ta povratek res Rogliča, ki upam, da bo to v naslednji sezoni še boljš. Tako, ko sem že res ne skrivam tega, da sem ful vesela, da ga bomo lahko na Giro gledali. Drugače pa, jaz sem šla večkrat bolj tako v detajle, kar sem si najbolj zapomnila, ne na neko dirko samo, ampak mogoče malo bolj posamezen tak detajl. In zdaj meni je bil tudi, v bistvu, če gledam kot dirko strani Pogačarja, je bila meni ful všeč, Giro mi je bil všeč, zaradi tega, ker je on tam pač dominiral. Ampak glih zato mi je bilo to všeč, ker sem tudi jaz mogoče en tak tip človeka, ki mi je to všeč, da si delač v spredi. Jasno, tam ta famozni posnetek, ga mislim, da je itak posnetek leta, kjer je temu fantku dal bidon, ne? To si ga bomo vsi zapomnili in sem res, da si zapomnil še en tak detalj za ene dirke, se mi zdi, da je res mogla velik pečat pustiti. Potem pa naslednji dogodek je pač meni definitivno kronometer v Nici, ker sem na temu tudi prisustval in sem pol tudi malo tako gledala, ne samo dogodek čist sam kolesarstvo, ampak tudi ta Nica letos je bila meni res ful všeč. Bilo nas je 18 kolesarjev, mešano moški, ženske, odkolesarili vsake ene svoje trase, ki so nam odgovarjale, zabavali smo se, fajn smo se imeli, kopali smo se, vsega je bilo dost in definitivno je bil sam vrhunec tega pa ta kronometer v Nici, kjer smo si ga lahko res ogledali čist v prvi vrsti, dobesedno praktično v cilju smo sedeli, gledali na ekranu celoten ta kronometer, ki smo ga pa en dan prej sami odvozili in je bilo to še toliko bolj zanimivo, ker smo vedeli, po čemu se vozijo, kje se vozijo, koliko je grozen ta spust, koliko je res grozen bil nam na specialkah, kaj šele na kronometrcah. In je bilo to meni sigurno največje doživetje. Toliko mi je bilo dobro, da se ne spomnim, kako smo nazaj vržali v kamp. Tako da je bilo res to, no. Moram pa tudi reči, da sem si ogromno zapomnila tukaj enih dogodkov, ki smo jih imeli pri nas letos. In sigurno je bil eden takih, vsaka runda, ki se je odvila brez poškodb in brez vsega, je meni, vse so bile, hvala Bogu, take, ampak vsakič po rundi, to mogoče niti ne veste, meni ful odleže. Jaz imam sigurno ene 5 tripov več na minuto na rundi, kakor vse druge. Glih sem zaradi tega enega strahu, da se res vsi pridemo varno okoli in sem ful vesela, da nam je to ratal. Imeli smo spet letos skoraj 50 kolesarjev, je bilo največja udeležba na sami rundi. In potem tudi ta vzpon naš, ki je zdaj že že 3. leto tradicionalen vzpon na Pance in upam, da bo ratu še bolj za vse skupaj. Tako da jaz sem toliko pripravila. Daj mi poveš, kaj mene zanima. Jaz tako, da imam prav v glavi, ne, meni najprej kliknejo oni slabi trenutki, ki se jih spomnim
iz letošnjih dirk in isto kle, ki si omenila, ne. Najbolj sem si zapomnil, ko so pred mano obrisali na rundi, to je bilo enkrat, da so prav padali, ne. In to je bilo zdaj na koncu, kaj eden pač, ne, za bremzu, ne vem, karkoli je bilo. Ja. In sem si to zapomnil. Tako, to je ta prva stvar. Ta drug slab moment iz sezone, ne, je, oziroma tega, ki se najbolj zapomnim, je od Rogliča padec, ki je šel v lev wing, ki mu je sam spodrsnil. Tam, ki sta bila, mislim, da Vingegaard pa Pogačar sta bila spredi. Ja. No, to. Zato, ker od takrat naprej je šlo pač downhill. To pa šprint Vingegaarda pa Pogačarja, ki sta bila, pa ki ga je Vingegaard nagonil. Šprintu, ja. Tam pač smo že vse malo ustrašili. Te tri imam jaz, pač, oziroma ta dva, pa tega iz ta padec, ki je bil, sicer je bilo vse ok, so bile mehne brzine, tako, ne. Ampak to, a imaš ti kakšen tak slab trenutek, da ki si pomislila, ka meni je najprej mi je kliknilo od vsega. Če ti res povem po pravici, sem si res tako v življenju že tudi sama dala čez nekaj slabih trenutkov, takih in drugačnih, in vedno vsakič si rečem sam pozitivno gledati. In zgleda, da sem si z vsemi temi seansami, vse, kar sem že čez dala, res to ubila v glavo. In ko si mi ti rekel, naj se spomnim 2-3 dogodkov iz te sezone, tudi slučajno nisem pomislila na slabega. Okay. Ker sem res, ne vem, sem pač letos toliko optimistična, toliko sama sabo zadovoljna in z vsem, in mislim, da če smo tako, da pol smo tudi bolj pozitivni in res presežem, da nisem, sem, pa kdaj tudi v življenju vedno na slabe stvari pomislila, ampak zdajle, ko si mi ti te ideje dal, ne. Se spomnim vseh teh težav, sploh jasno do Rogličev, vem, da je bil zelo nesrečen v letošnjem letu, sam na koncu si zapomnim to, da je uspel, da mu je bilo dobro, da je zaključil sezono uspešno. Bili smo tudi pri njemu v Novi Gorici, smo z njemu kolesarili in je bil res videti zadovoljen, in on in Lora, in mislim, da je to pač tisto, kar nam pol da naprej popotnico v naslednje leto, ne pa da slabih stvarih razmišljamo. Ja. Primož, ko vem, da zihar gledaš, da je prid na podcast. Pa še greva še na ta drug del. Se pravi, imaš v letošnji sezoni kakšen izdelek, ni nujno, da je kolo, ki ti je v kolesarstvu tako, ki ti je ostal v spominu, se pravi, ki je letos prišel ven, oziroma ki bo prišel, da je za naslednjo sezono, imaš kaj tazga, da ne, se lahko je pozitivno, lahko je negativno. Sej letos so prišle, jaz sem še vedno pač, kar se tiče pozitivnega pri kolesu, še vedno ustajam nekako, da mi je še vedno najlepši kolo, saj meni osebno Dogma F, tudi letos je prišla nova ven, ne? Pač malo spremenjena, kljub temu, da je bolj masivna pri gonilnem delu, gonilnem ležaju, mi je še vedno lepa, še vedno všeč kolo. In tako, ker sem že večkrat poudarila, če bi mogla zamenjati ta kolo z vizualnega vidika, kako je narejen, mi je potem naslednje kolo BMC Team Machine, ker ima res tudi to vilico in vse skupaj ima malo drugače, kot mogoče vsi ostali kolesa. Tako da bi pa prav rekla, da je pa kaj, ki mi pa čisto tudi ta Colnago tegale Pogačarjevega sem že kar predelala, se mi zdi. Glih danes sem videla tam na eni sliki, je dala ena trgovina tega Trek Madon za voščilo, a ne na prvo stran. Pa moram reči, da nič kaj bolj grd ne zgleda Colnago. No, tako da lej. Jaz sem se ga zdaj, ko ga toliko dajejo gor, sem ti rekla, te barve, v beli barvi, s to barvo svetovnega prvaka, mogoče bo pa še čist v redu kolo, tako da to mi ni. Začela boleti. No, drugače, še vedno so mi grde stvari, kar se tiče v Proturu, so pač te čelade za kronometer od Education First, to mi je definitivno najbolj grozna čelada, še hujša od Specialized, se ne vem, kva imajo oni Giro, kva imajo oni za ene. Ne, Education First kva ima za ene gor. No, to je še vedno meni najbolj grozna stvar, ki jo lahko vidim na televiziji pri kolesarjenju, vse ostalo pa... Ja, pa od Specialized za te kondomčki, ki so bili, ki so vsi klešili. Ja, se zdaj jih ni več, ne, ampak ne vem, teh sem se malo tudi navadila, pa tudi teh letošnjih od Vismelis, ampak teh se pa ne moram, no, te od Education Firsta so pa res, teh se pa ne moram navaditi, no.
to, kar vidim, mi pa vsakič, kaj je to zdaj spet. Tako da, prav kaj grdga, pa jaz pravim, vse je neki delan za nekoga, tako da. Dobar. Kaj pa je bilo tebi najbolj grdo? Mislim, brez veze. Diraš povej, kaj ti je bilo lepo. Ka tako nago, tako skropucalo, pa čunka ga bo vozil, pa furu, svaka čast. Zdaj ti raš povej, kaj ti je bilo pa všeč? Všeč? A bi imel kakšen kolo? Razmišljal. Ja, mislim, se od koles je pri meni že kar znan, kjer je dva katep. Jaz vse ostalo od drugih brendov. Ja, ne morem reči, da bi se prepričal, jaz pač vse gledam glede na polno ceno kolesa, ne, in me ne more nič prepričati, če imaš 15 jurjev za zapraviti, da bi kupil kjerkoli drug kolo. Pa to tudi zaradi tega, ker sem oba dva vozil in vem, da sta res top. Tako da pač ja, da bi me kdo kjerkoli drug kolo bi mogel biti res za pol cene, da bi se odločil, pa da bi kupil, pa je to lahko. Pa sem zdaj videl, sem bil pri stranki, ki ima SL8-ko, pač vse je v redu. Sam pač, če gledaš kot zaključena zgodba, kot res komplet izdelk, pač sta BMC pa Pinarello še vsem štengo višji. Ja, se tudi ne govorim, da so ostala kolesa slaba, ker vsa kolesa, ki so znotraj tega ranga, ne, 15 jurjev, 12 do 15, to so vsa ta kolesa, nobeda ni slab. Ja. Vsi so dobri, definitivno, to sem že stokrat ponovila. Sam pač všeč mi je, da je nekaj drugačen in ta dva sta drugačna. Ko jo pogledaš, takoj vidiš, to je spravim, ko se pele kolo po cesti in ga vidiš, kjer je. To je ta razlika, ker pri vseh ostalih se mi pa zdi, če bi jih naštežal po štrihu, sploh ne povedal, kjer kolo je. Tako da drugač pa od samih izdelkov, pa veš, da sem prav razmišljal, kaj je, in mi mogoče ta posodobitev OSPV-ja od Ceramic Speeda, ki so šli zdaj na malo drugačno kletko, da mi je to mogoče tisto, ki se vidi, da je še vedno v njihovemu temu brand guidelineu, ampak da so naredili nek napredek in to mi je, ta OSPV, ta nov mi je tako, mi je ful všeč. Tako da mogoče, da je edino to drugač, pa tako od izdelkov, tako sem prav razmišljal, kjere čelade, očala, pač karkoli, da bi bilo, da mi je všeč, da je kaj novega, da je tako, da mi je nekaj zanimivo, veš, da nič. Zdaj je šlo tudi tako nasplošno, če gledam, jaz dosti tega pogledam teh reklam. Okay, in moram reči, da so lažem, ta nov Berkov sedež. To pa ja, monokok, nekaj tako. Ja, to mi ga je že Andraž nekaj obljubil za sprobati, pa ga še ni, ampak upam, da ga bom vsaj, da ga sprobam, pa da res vidim. Tako da ja, to je definitivno ena stvar, ste dobili so nagrado za oblikovanje, ne, in tako da to je. Kar se če pa teh čelad pa očal, pa ja, zelo si je vse podoben ratala, ne, in tudi vidimo, ni več barv, ne, barve imajo bolj izjema kot pravilo, vse je šlo v to neko črno-belo kombinacijo čelad, čevlov, vsega, tisti, ki ima pisan, pač jasno izstopa. Ampak tako pač je, to je zdaj ta moda, v to smer gre, tudi barve dresov so še vedno ostajajo dokaj te od pastelnih do mogoče takih barv, ki niso upadljive, še vedno ne gre v nobene vzorce, nič, malo sem gledala jaz tudi, ki bi rada nekaj naredili, da je pa naš dres drugačen. Tako da ja, zdaj pa še na tem mestu, zdaj sem se spomnila, zadnjič smo se pogovarjali, pa bomo tudi čez to vprašanje dala na Instagram, ker bi pa rada dobila informacijo nazaj bolj konkretno, ampak če poslušate, če ste naši člani Velorunde ali pa bi bili člani Velorunde, dajte napisati, kako se vam zdi ideja, da bi imeli runde torke in četrtke. 2 rundi, se pravi ne samo ob sredah runda, ampak torek in četrtek, ker se nas je toliko nabrali, da bi to malo razvrstili, bile bi pa 2 različni trasi. Ena bi ostala ta klasična kot je, eno bi pa mogoče mečkam začinili še s kakšnim klančkom. Tako da dajte pokomentirati, če se vam zdi to dobra ideja, 2 rundi, tork pa četrtek. Okay. Načeloma sva imela to kratko in sladko, a ima še karkoli za na konc še zapovedati? Ja, ne, tako sem že rekla, vsem bi se zahvala, da smo bili skupaj, da ste nam pomagali, to tisti, ki ste bili v vsem to upeti v tej zgodbi, veste, kdo ste, ne bi nobenih imen,
ampak se pravi, tako kot sem rekel, upam, da bomo drug let lahko to nadaljevali. Vsem vam želim, da boste za te praznike preživeli čim bolj sproščeno s svojimi najdražjimi, pa da pol po novem letu nadaljujete iz treningi pa z prehrano. Jaz bom tudi zdaj malo grešila, tako da pojedlam sigurno kakšno potičko, kakšen kos mesa, ki ga drugače ne bi. Tako da to vam želim, da se zabavate, da se sprostite, da si vzamete res čas zase in da pol po novem letu nadaljujemo z vsemi aktivnostmi spet bolj na polno. Evo, jaz sem pa prav vesel, da sem spoznal toliko enih novih ljudi. Sploh v letošnjem letu je bilo da smo Niš pripeljali v Slovenijo, ker vem, kaj delajo v zadju in mi je ful dober, da sodelujemo in ko mi čakam, da grem na Tajsko, tako da zdaj izgleda nov januar, ampak bo po vsej vrednosti februar. Pa nič, hvala vsem vam, ki podpirate, brez vas nič od tega ne bilo možen, tako da vsi, ki ste nabavali od t-shirta pa gor, iskrena hvala, če ne bilo vas, jaz pa Petra ne bi mogla tega klele delati, tako da ja, evo, hvala še enkrat, se vidimo naslednje let v še večji ekipi, pa še več ljudi, da se tukaj zbira. Sem pa jaz, tako kot sta tudi danes gospod pa gospa prišla sem, sicer je sta vzela par stvari. Če imate karkoli, če rabite kakšen nasvet, jaz predvsem sem kle zato, da vam svetujem. Če spotoma še kaj prodam, sem še jaz toliko bolj vesel, ampak overall ta glavna stvar je, da ste vi pravilno oblečeni, nastavljeni na kolesu in to je pač namen vsega tega, kar tudi midva s Petro kle počneva, da se nas čim več voz pravilno oziroma da smo čim bolj podučeni v kolesarstvu. No. Tako da, to je to. Hvala še enkrat, do naslednjega leta, imejte se radi, fajn kolesarte, čau. Srečno!